Martinu dobrodošli iz hišizdanja Jožih knjig. Prisrčno dobrodošlico izrekam spoštovanima gostoma. Z nami sta doktorica Spomenka Hribar in Matej Šulc. Dober večer, želim obema. Povezala sem že mnogo literarnih večerov, tudi takšnih, ki so obravnavali tako imenovano stvarno literaturo. Priznam, da so nekateri izmed naslovov takšni, da napravijo, da zatrebeče jezik na mislih, zakaj trepeta tudi duh ali duša, kako kdo želi. Ker časa ni nepregledno mnogo in ker smo sklenili, da bomo tudi vas, občestvo, pritegnili k besedi, bom takoj zarezala. Če je bila Jugoslavija ves čas svojega obstoja v premočnih okovih Zveze NATO na zahodu in Varšavskega pakta na vzhodu, čigavo železje danes duši naše vratove, kako nedvoumno morate odvrniti. Opozorim, mikrofon je najverjetneje iz naravi prijaznih vzgibov izključen. Pa niti niso tako naravi prijazni, baterije so vmes. Da, kar izvoli, Matej. Dober večer vsem skupaj. Me veseli, da ste se zbrali v tako rekoč domači knjigarni, matični knjigarni, ki je ustvarila to knjigo. In preden sploh odgovorim, dovolj Tjaša, bi se rad zahvalil vsem, ki so sodelovali pri tej knjigi. Seveda tudi gospe, da tako rečem, dragi prijateljici Spomenki Hribar, ki je in prebrala večkrat in mi pomagala, me usmerjala, potem pa tudi kot recenzentka je napisala odlično recenzijo. Tukaj so tudi zahvale, da omenim samo Drago Potočnjak, ki je kot izkušena borka, pisateljica in izvrstna poznavalka tega našega časa osamosvojitvenega, tudi proslavila se je s knjigo žalostno o smrti svaka, sestrelitvi helikopterjev, v katerem je bil njen svak Toni Mrlak, in tudi nekako postavljala oziroma še nadaljevala to našo trilogijo, ki smo jo tudi tukaj v tej knjigarni začeli. Seveda pa vse zahvala založbi Sanje, direktorju Roku Zavrtaniku, ki je zmogel pogum, da je ta knjiga danes tukaj pred nami. Jaz tako bi rekel, da kdor pozna Roka, bi rekel enostavno, Roka moraš imeti rad zato, ker ima on tako rad knjige. Če smem zdaj odgovoriti na to vprašanje, v bistvu to je kar kompleksna zadeva. Težko v enem stavku odgovoriti, ampak čigavo železje duši danes Slovenijo. Bi rekel, da je to dvopomenski odgovor. Železje je tisto, ki je bilo prodano in denar je izginil, orožje, ki je bilo prodano, denar pa je izginil, pač poniknil v žepe posameznikov, mogoče v davčne oaze. Drugo vprašanje je, če je sploh to orožje poniknilo, če je res bilo vso prodano, morda je bilo pa to orožje nekam zakopano, nekam postavljeno za to našo v narekovaju nacionalno gardo. To je vprašanje, na katerega bomo morali še odgovoriti. Druga stvar, železje, če sem prav razumel, Tjaša, v prenesenem pomenu, je pa tisto, ki nas duši z, bom rekel, tudi med drugim, kar je najbolj zdaj aktualno, to z ksenofobijo do beguncev in sploh nekim sovraštvom do drugače mislečih in tisto poskus neke klike, ki se je že tako in tako umazala in s trgovino z orožjem in z vojnim hujskaštvom, torej z dovojnim dobičkarstvom in vojnim hujskaštvom, ki se je že takrat v času osamosvojitve dobila svoj, bom rekel, domicil in še danes, ki rovari tukaj in ki je vse pore oblasti
nekako ucepila ali pa, bom rekel, uvrinila svoje ljudi, ki potem poskušajo rovariti. In ravno danes, če ste kaj poslušali poročila, kaj je prišlo na dan, da je pač policija, nek policist, sindikalist, ki je hotel podpredsednika vlade nekako mu nastaviti tisto, kako se reče, petardo, češ da temu pa dobila, ne, in to je bilo vse dejansko organizirano, izpeljano. In da ne bi dolgo vezel o tem, se bo še o tem govoril, vsa čast tistemu, ki je to razkril. In jaz upam, da bo ta, ki je to razkril, da se ne bo skrival, da ne bo preganjan, da ne bo tisti umazanec, ki ga je treba ne vem kako diskreditirati, tako ali drugače, ampak da bo nekako tudi spodbudil druge, da ne molčati o tistem, kar veste, da je narobe. Preden se je jugoslovanska integracija razklenila, podatek bom nalepila tako rekoč na letu 1986, je delež, ki je pripadal jugoslovanski armadi, obsegal več kot 70% zveznega proračuna, izvemo v prevarani Sloveniji, dih jemajoče. In vendar, Titova federacija je slovela po neuvrščeni, miroljubni politiki. Doktorica Hribarjeva, kdo je torej vodil veliko državo? Politika ali generali? Državo je vodila partija. Tudi vojska je bila pod njenim patronatom, vsi so bili člani Zveze komunistov in seveda nekega dne so pa generali ugotovili, da bi pa oni pravzaprav imeli prvo glavnino. Ampak to je bilo isto v istem, sivo v sivem. Tako da tukaj ni nobene bistvene razlike. Seveda pa noben totalitarizem ne more zdržati dlje kot neko določeno dobo. Ker nekega dne je pa ljudem dost. To se meni takrat zelo dobro zdelo ob četverici, ki je bil nekje na zidu napisan "Dost imamo". To je bilo tisto, kar nas je v bistvu osvobodilo. In tudi izraz svobode je bilo to, tak sam zapis. Tako da, kdaj je začela razpadati Jugoslavija, to je mogoče bolj važno vprašanje, pa to lahko še potem, če koga zanima. Zanimivo. Da, tudi odgovor na to vprašanje bi me zanimal, kdaj natanko je začela razpadati Jugoslavija. Mora biti, preden odgovorite na to vprašanje, vendarle dregnemo v gnezdo, ki je tako zelo vpeto v naracijo knjige, ki si jo spisal Matej. Materialno pogoltnost je bržkone moč odpustiti, nenazadnje je odmev, če želite, šibkega duha, dezorientiranosti, kdo bi porekel pomanjkanja ljubezni, magari. A v dneh, ko je nad slovensko zemljo plapolala zastava tedaj že samostojne in neodvisne republike, je nekaj posameznikov obsesivno mislilo vojno, uštevši ves davek, ki ga terja. Utemeljeno bi bilo načrtovati nevtralizacijo sovražne vojske in domisliti pogajanja za umik zasedenih mejnih prehodov, a peščica je klicala po ognju, po razbitinah, po krvi. Ja, glejte, veliki heroji rabijo veliko vojno. Če ni velike vojne, če ni velikih spopadov, so heroji mečkani. To je ta logika, mislim, da je delovala tukaj pri nekaterih in žal za njih, ki so imeli to željo, se jim pač ta želja ni izpolnila. Veliko, kot sem že rekla, da smo imeli srečo pri osamosvajanju, ker so se nam vse, tudi napake, dobro štele. Naredili smo veliko napak, veliko neumnosti in vendarle smo zelo poceni skozi prišli pravzaprav. Zdaj ta poceni je malo
se lahko zdi komu ciničen, ker so bile žrtve in vsake se moramo spominjati in jo spoštovati. Vendarle do vojne in do podiranja in do tega ni prišlo. Tako, kot sem rekla, velika vojna ima velike heroje in tisti, ki bi hoteli biti veliki heroji, so bili malo deprimirani in so potem poskušali nekatere stvari nadoknaditi pa po osamosvojitvi. Tako recimo smo lahko brali, da Slovenija še ni osamosvojena, ne svobodna, osamosvojena, da se še ne mora osamosvojiti, sicer duhovno, kulturno, kajti še so nekateri, ki pravijo, da je bilo v Jugoslaviji bolje. Ne pa poslušajte, se je bilo res v marsičem bolje, kdo bo pa to zanikal. Ampak v demokraciji lahko misli vsakdo, kar pač misli. In če nekdo misli, da je bilo v prejšnjem sistemu bolje, da mu je bilo osebno bolje, ali da je bilo nasploh bolje, je pač to njegova pravica. Da boš pa ti to kriminaliziral, pa rekel, da te bomo osvobodili oziroma osamosvojili, da boš mislil tako, kot je treba misliti, da je po osamosvojitvi prišel raj v Slovenijo, to je pa seveda izraz neke avtoritarne, da ne rečem totalitarne misli. In na srečo se tudi to še ni resnično takšen projekt. No, kljub vestnim, marljivim prizadevanjem v tej smeri. Miljenko Jerkovič je kot vselej ostroumen. Takole piše. Laž nekega zgodovinopisja ni v tem, da si izmišlja srednjeveške kralje in kraljevska mesta, niti v tem, da spreminja osebne izkaznice trupel po množičnih grobiščih. To počnejo samo diletanti in amaterski zgodovinarji po delovnih organizacijah. Prava laž resnih zgodovinarjev je v tem, da spregledujejo tuje kralje in se izognejo množičnim grobiščem, ki so jih s trupli napolnili naši junaki. Matej Šulc, je čas, da si izberemo nove junake, junake, ki jih ne zaposluje kombinatorika ideološke radikalizacije in predvsem sovraštva. Novi junaki, kdo bi to lahko bil? Dobro vprašanje, jaz odgovora ne vem, ampak morda bojo junaki tisti, ki bojo upali stopiti korak naprej in reči naslednje. Ta sistem, ki je, pa ne po globalni, ali v Sloveniji, se smo del globalnega sveta, da ta sistem je nepravičen, ta sistem ustvarja prevelike razlike med bogatimi in revnimi, ki se stalno povečujejo in zato je treba tak sistem razbiti. Ali ga bomo razbili skozi dolgi pohod ali pa z dolgim pohodom skozi institucije ali z demonstracijami pred institucijami ali pa z masolo. Zdaj, a ga bomo razbijali mi, ali ga bojo razbijali naši sinovi ali zanamci, slej ko prej se bo to moralo zgoditi in upam, da bo naslednji sistem tak, ker bomo junaki pravzaprav vsi, ali pa nihče. Sej, najboljš mi je meni tisti sistem, ker vprašaš nekoga, kdo pa je vaš predsednik? Pa on reče, ali pa predsednik vlade. Dobro, kralja še že zapomnil, ki si je v življenje, ampak predsednik vlade pa reče, ne vem, je konzervativc ali je socialdemokrat, tam nek, ali je en ali pa drug. Ampak to je zdaj utopija. Prej ki je dr. Spomenka rekla, res dejansko, pa se ne da bi bili jugonostalgičari, ampak dostikrat slišim tisto, mogoče je majhen v človeški naravi tega, da se vedno spominja samo dobrega. Jaz se spomnim stare mame, ki je stalno govorila, kako je bilo lepo v tisti stari avstro-ogrski, pa sem pa videl, oziroma preveril, pa ni bilo najbliž vse tako lepo. Ampak, če pogledamo celotno Jugoslavijo, mi smo še najmanj jugonostalgiki. Dol v Srbiji, na Hrvaškem, Bosni, tam je veliko več tega. In najbolj se spomnim,
ko je prej Spomenka rekla tisto dost mamo, sem videl en grafit v Beogradu na nedograjeni stavbi tistega centra za košarko, ki je potem tako vse odpadl zaradi sankcij, pisal, Bravar je bil bolji. To veliko pomeni. Vemo, kdo je bil Bravar, sicer je bil samo ključavničar, bil je tudi Hrvat, ne, ampak bil je posebej boljš kot pa ovaj naš, da ne grem dalje. No, glede junakov bi jaz takole rekla, bojimo se junakov levih in desnih. Kjer so junaki, tam je nekaj narobe, nekaj bistveno narobe. Ker to pomeni, da ljudje, običajni ljudje, kot smo mi tukaj, svoje želje in svoje frustracije projicirajo v neko osebo, bodi si kot pozitivno, bodi si kot negativno, v bistvu sta zmeraj dva Bog in hudič. In v taki družbi je zelo naporno živeti. Jaz mislim, da bi morali stremeti k temu, da smo pač svobodna, avtonomna bitja, da si vsakdo vzame pravico, da pove, kar misli, kar ga teži, da kritizira, kar ni v redu, ne da bi bil za to junak in ne da bi bil za to slabič, če pove, recimo tako kot ta policaj, ki ga zdaj bojo zmerjali z dajalcem. Ne da bi bil eno ali drugo, ampak da bi čisto preprosto bili državljani te države, ki smo jo ustvarili zato, da bomo živeli kot se spodobi. Aleluja. Takega odgovora sem si želela. Prej ste dejali, da utegnete spregovoriti o tem, kdaj se je Jugoslaviji začelo pisati nepreklicno poslednje poglavje. No, pač to je, kako bi rekla, bom pa nazorila. Vsak totalitarni sistem je podoben piramidi. Na vrh je Bog, ali pa prvi človek, Stalin, Tito, ne vem, Hitler. Potem pa to gre dol, tam so najbližje so pač njegovi funkcionarji, pribočniki, tolizniki in to gre dol do ljudstva, do tav. In ta piramida obstaja, dokler so trdna tla in dokler špička je na vrh. Ko je Tito umrl, je špička odpadla. In ko je Godzog povedal, da ta sistem temelji na zločinu in ko je ta zavest o zločinu postala javna, se pravi vsebina javne zavesti, ni bila več revolucija nedolžna. Ves čas prej se je postavljala kot najboljše, kar se nam je tam na svetu zgodilo, kot brezmadežna, krivi so bili samo drugi, okupatorji, še veliko bolj pa izdajalci. In potem pa nenadoma ni bilo več nedolžnosti in je bilo treba iti prej ali slej na svobodne volitve. To je bila zgodba propada Jugoslavije. Trajala je dolgo, ampak mi smo jo dobro odnesli. Draga Potočnjak, prej omenjena pisateljica, dramatičarka, igralka, je, kot mnogi veste, nekaj tega spisala knjigo Skrito povelje. 3 leta je polagala tlakovce, v Goličavu zasadila nešteto vprašanj, opravila prek 100 intervjujev. Dolgotrajno, izčrpavajoče preiskovalno delo je naposled zavrila še z dokaznim gradivom. Takrat je opolnomočeno dejala, vem, kaj se je zgodilo. Draga, vem, da je nocoj tu, veš, kaj se je zgodilo. Nato si z dokaznimi bremeni seznanila pravosodno oblast. Kaj je sledilo? Matej, zgodbo natančno poznaš, mene se je osebno, intimno dotaknila. Tudi trilogija V imenu države je posredovala vrsto reprezentativnih, verodostojnih dokumentov, ki bi bili lahko podlaga za marsikatero tožilčevo odločno in tudi nenazadnje etično odgovorno misel. Kaj se je zgodilo? No, ta zgodba je tudi en kratek povzetek te zgodbe, je tudi eno poglavje posvečeno temu tragičnemu dogodku 27. junija, ko so v Rožni dolini
pač teritorialci, pripadniki brigade Moris, sestrelili helikoptere, v katerem sta bila Toni Mrlak in pilot in letalec tehnik Bojan Česibinovski, makedonske narodnosti, oba takrat pripadnika JLA. Treba je pa poudariti, da je bil Toni Mrlak tajni sodelavec teritorialne obrambe. In že to je veliko da vedeti, zakaj so svojega tajnega sodelavca sestrelili. Draga je to perfektno opisala, zdaj da ne bi ponavljal, morda me bo Draga še popravila. Tukaj sva prizadevala biti oba natančna in sva veliko skupaj tudi delala tudi na tem poglavju. Imenuje se Slovenec že mori Slovenca brata, vers iz Prešernove pesmi, pač uvod v Krst pri Savici. In tako, jaz sem samo toliko, ne samo povzel, sem nadaljeval tisto zgodbo, ko je Draga knjigo končala, še ni bila zadeva na tožilstvu, potem je šla na tožilstvo. In zdaj je to v rokah tožilstva, oziroma sodna veja, sodišče ima to zadevo. Sej tam na sodišču, kako bo procedura, kakšna bo, vem, tukaj je napisano, kaj je bilo predloženo, kot obremenilni dokumenti, dokazila in tako. In zdaj samo še sodišče, kaj bo naredilo. Jaz mislim, da ne moram seveda prejudicirati sodbe, ampak kako sem že, sem potem citiral Franca Kafko in kako je bilo tisti mož, ki je šel od vrat do vrat, vedno, ko je prišel pride na vrata, so se pred njim še dodatna večja vrata pokazala in taka absurdna situacija. Upam, da se ta zgodba, iz tega kafkovskega procesa ne bo v tem primeru nadaljevala. Ker je bilo preveč tega tudi v Sloveniji. Nič ni bilo, to, kar bi moralo storiti tožilstvo, nič od tega ni naredilo. Zakaj ne? Tudi to sem v nekem poglavju nakazal, seveda nisem šel toliko v podrobnosti, ampak dal sem vzorčni primer dveh ljudi. Tomaža Miklavčiča, vodje Temeljnega sodišča v Ljubljani, in pa Barbare Brezigar, ki je takrat bila še VD, v bistvu potem je nadaljevala njegovo funkcijo in potem je postala vodja tožilcev za posebne naloge. Mislim, da se tako reče, naslov poglavja je Zaljubljena tožilka. Ko sem nekoga vprašal, ki mi je to povedal, kako zaljubljena, kako je to tako v prenesenem pomenu, je pa rekel, zelo jasno rekel, do ušes. In to ni rekel, kdor si bodi, to je rekel takrat glavni kriminalist, ki se je s tem ukvarjal dolga leta, Drago Kos, in je tudi povedal, da so kriminalisti preiskali določene stvari in potem so oni ugotovili, da je denar šel čez mejo in so potem prosili tožilko, naj da nalog preiskovalnemu sodniku, da se poveže s kriminalisti oziroma s kolegi na drugi strani meje v Avstriji, ampak tega ni naredila. Zakaj ni naredila? To je pač vprašanje, ki nima odgovora. Mogoče je pač v naslovu Zaljubljena tožilka, ampak to verjetno ni dober odgovor. Najbrž sme obtičati v prostoru in času kot retorično vprašanje, ali bo prevarana Slovenija morda izhodišče za premislek tožilca. Kdo bi vedel? Doktorica? Ne bo. Se mi bati. Ne bo. Je bilo že dovolj knjig, ne samo trilogija, tudi še odprej, pa se ni nič premaknili. Zdaj vprašanje je, zakaj. Seveda iščeš odgovore, moje hipoteze lahko držijo, lahko pa ne. Ampak eno od teh je, da je, sodstvo kompletno, se pravi tožilstvo, kriminalisti, predvsem pa sodniki, da so po spremembi sistema na nek način padli v prazen prostor. Prej je bilo v bistvu jasno, kako to gre. Pravac je bil znan. Saj so sodili po zakonih, ki so bili tudi seveda opredeljeni ideološko. Potem pa nenadoma se ni vedelo več, kje je kaj. Kdo ima tisto vrvico, ko potegne. To je
en vidik. Drugi vidik je to, kar je že prej Matej povedal, da je v resnici ta orožarska mafija, trdim, da je prišlo za mafijo, bom potem razložila, v resnici zapolnila vse pore političnega sistema. Čist povsod so in nobena leva vlada ali pa levo-sredinska, ki je prišla za Demosom in tako naprej, se ni upala narediti nobene čistke, če smem tako reči. Pa ne gre za čistko, vendarle gre za neko, v vseh sistemih imaš, ko pride nov predsednik vlade, pa skratka prvi človek, da tudi zamenja določene kadre. Pri nas v bistvu tega ni bilo, razen Janša pa zamenjal celo do vratarja, to dobro vem, in šoferje in vse, dobro. Skratka, enkrat je rekel Školč, da je naša družba bila prestreljena z udbo, no, zdaj na nek način prestreljena pa po moji presoji pač s to stranjo. Kaj je zdaj s sodniki? Po moje je njihova logika ista, kot je bila tudi v prejšnjem sistemu. Ko so bili na oblasti trdorokci partijski, je bilo treba biti priden. Ko so bili pa liberalci, liberalnejši, ti pa tako ne bojo naredili nobenega harakirija. Skratka, zbire so imeli, bom rekla, svoje zatočišče, tisto svojo, bom rekla, svoj prav in so lepo čakali. To jim pa mnogim, ki danes me zmerjajo, pa pošiljajo mojo truplo po Savi v Beograd, zamerim, ker takrat, ko je bilo treba, so bili tiho, ko smo pa mi, lahko rečem, mi, intelektualci, priprli vrata, se jih nismo odprli, so pa butlni noter. In potem so nas zmerjali z vsem mogoči, s komunisti in tako naprej, pa če so prav, so nas komunisti ven metali in tisti, ki so nas zmerjali, so bili tudi nekoč komunisti. Tako da bi s temi očitki lahko nehali. Vsak je svoj, po svoji etiki se obnaša, avtonomen in za svoje tudi odgovarja. Gospa Hriberjeva, Ali sem mogoče kaj preslišala, ne vem. bom zanesljivo še vprašala. Skrbi in boli vas, zdi se nerešljiva dihotomija med desnico, ki za vse krivi revolucijo, in levico, ki prst uperja v kolaboracijo. Vaša prizadevanja že desetletja tešejo strugo, v katero naj bi se nekoč izlil potok sprave, če smem to tako lirično imenovati. Pa vendar je razumeti, da nacepljenega netiva, ki obnavlja državljanski spor, kakor ga vi imenujete, kar noče in kakor da ne more zmanjkati. Kaj bi lahko pomirilo ta državljanski spor, kar bi bilo nujno izhodišče za spravo, resnično pomiritev? Ja, to je kompleksno vprašanje. Najprej moramo vedeti, da frustracije in zamere v prejšnjem sistemu, ne samo na strani desnice, če tako rečem, se pravi prizadetih po vojnih pobojih, sorodniki domobrancev in tako naprej, tudi mnogih partizanov, mnogih, ki so pomagali partizanom, so bili po vojni razlaščeni, šikanirani, poslani na Goli otok in tako naprej. To se je nabralo v tem prostoru toliko zamer, toliko trpljenja in toliko sovraštva, da to je nemogoče, da se bi rekla, razmontiralo v 10-20 letih. Logika, kdor ni z nami, je proti nam, se je začela v 19. stoletju z Mahničem. On je bil izreden, luciden. Jaz moram reči, da spoštujem njegovo jasnost,
On se ni sprenevedal, oni povedo tako, kot je mislil. Kdor ni z mano, je proti meni, pika. Ne, ni nič tam slepo mišlil z neko ljubeznijo do bližnjega in tako naprej, kot zdaj veliko krat slišimo od zadnji, pa čist nekaj drugega. To se pravi, 130 let že velja ta logika, kdor ni z nami, je proti nam. Kajti, za Mahničem je prišel bolševizem, točno isto. Kdor ni z nami, je proti nam, razredno sovraštvo, razredni sovražnik, to smo mi živeli desetletja. In vsega tega se je toliko nabral, da v resnici bi bil velik čudež, če bi se z eno, bi rekla, gesto, z nekimi svobodnimi volitvami, to naenkrat prekinilo. Ne gre tako. To sovraštvo in te zamere so ljudje, bom rekla, spravili v nezavedno. V narodnem nezavednem je to, ta greh, ki smo ga naredili sami nad sabo. Ne samo po vojni poboji, tudi med vojno je bilo. Med vojno so pobivali domobranci, pa tudi komunisti so pobivali svoje nasprotnike in potencialne nasprotnike, ki bi utegnili jim narobe hoditi po, recimo, jim onemogočiti absolutno oblast. Zdaj, kaj narediti? Seveda se sprava ne da na silo, ne da se jo uzakoniti, ker če bi to hotel kdo, je bi točno naredil nasprotno temu, kar je treba. Kar je treba pa je, da počasi vendarle se vsakdo sam pri sebi s sabo zmeni in ugotovi, ali bo tej državi škodoval, ali bo sodeloval z neko pozitivno energijo, z nekimi pozitivnimi predlogi, svojim delom, ali bo še kar naprej izkoriščal to sovraštvo, ker stvar je v tem, to sovraštvo je tukaj. Ampak če ga ne bi nekdo kar naprej induciral, pa kar naprej vzbujal, pa kar naprej nekaj, kar naprej vzbujal to sovraštvo do komunistov, do tega in do teh ljudi. In obratno, tudi levica je začela to, moram reči, da sem zelo kritična tudi do levice in vse me je na velika žalost, ne. Ja. Tako da jaz pravzaprav sem zmatrana, ne vem, kaj pa lahko še človek naredil. Dobro, to je ena raven. Ampak druga raven je pa vendarle tudi raven države. Kaj lahko država naredi? To, da imamo demokracijo, da so vse politične opcije enakopravno nastopajo na volitvah, kolikšna pa je moč ene, druge ali tretje, ali leve, ali desne, ali sredinske, pa odločajo volivci, čeprav vsake 4 leta, pa vendarle oni odločijo, dajo moč vsak eni ali drugi opciji. Se pravi, to imamo. Če demokracija ni, tudi sprave ne more biti. Mnogi pravijo, pomiritev, tako kot smo mi v prejšnjem sistemu pomiritev. Prejšnjem sistemu ni bila pomiritev, to je bila komunikacija. Meni pride pred oči, tako kot recimo, ko reče Bog oče ali pa navadno oče ali pa veliki vodja, mir mi dajte. In vsi seveda vtihnejo, kaj pa če je odločila. To se pravi, v totalitarizmu, v avtoritarni državi sprave ne more biti, ker eni so gor, vladajo, drugi so pa dol in more biti tiho. Sprava je možna tam, kjer je demokracija, kjer ima vsak pravico govoriti. Povedati, zahtevati, se obnašati kot svoboden državljan. Zdaj to imamo. Ampak ljudje nekateri so še zmeraj prestrašeni, drugi pač računajo, kje se da kaj več računati pa dobiti, pa kaj goljufati. Tako da je več teh komponent, predvsem pa tole, kar danes doživljamo, ves ta kriminal, to si moramo razložiti, vse poskušati, no, kaj. Prvič je več tega kriminala mafijskega v splošnem po svetu. Ni omejen samo na mafijo, se pravi na neke družine, ki so se spadašle s nekimi politiki in potem furajo mamila in tako naprej. Danes je kriminal, bom rekla, skoraj ga ni
državnika, člana te ali unega parlamenta, ki ne bi na nek način bil umanjen. Zdaj, pri nas se mi zdi, da je eno vzrokov tudi to, da v prejšnjem sistemu pravzaprav lastniški občutki, lastniška ni bila dovoljena. Obrtniki so imeli menda največ 5 pomočnikov, lahko pol kasneje mogoče malo več. Ampak, ker pa prišel kapitalizem, je pa to znorelo. Je pa lakomnost izbuhana, kot da bi jo kot goba podežil. In to se enostavno ni dalo tega, moralo bi se dati, ne. Pri lastninjenju bi morali sprejeti take zakone, da se to ne bi dogajalo. Ampak očitno so bili tisti zraven, ne, tako da pač tudi zakonov ni bilo, da bi nekdo take zakone sprejel, da bo njega po glav udaril, to pač tudi ne gre, ne, ni šlo, no. Ne, sploh ne, v bistvu ste dali veliki stošen, če smem v bistvu nadaljevati saj par stvari. Sej ste mi sami povedali, sva se precej o tem pogovarjala, kako okoli te sprave, ne. Fajn, vi ste ena najbolj poklicanih oseb v Sloveniji, ki ima, v bistvu, ki o tem res lahko kaj pove, ne, ste tudi nekaj naredili. Ta korak 8. julija 90, mogoče pozabljamo malo, ko je prišlo do simbolične geste, ko so se tam v Kočevskem Rogu nadškof Šuštar in predsednik predsedstva Kučan rokovala in spravna maša in vse ta slovesnost je korak v neko pravo smer. Zakaj se pa ni nadaljeval, seveda o tem je že precej Spomenka povedala. Ampak takrat je bilo tisto, ne, Slovenci smo bili ogroženi in je tako kazalo, ok, dajmo z Jugoslavije izstopati, ampak s čistim srcem, da prvo se mi med sabo dogovorimo, spravimo, potem bomo pa šli lažji ven, ne. In tudi si nimamo, v bistvu, s tem našim osamosvojitvim korakom si nimamo kaj učitati in jaz niti z besedico ne oporekam temu, jaz celo, saj v tako konotacija tega, ne, v duhu tega je, da smo res dober korak naredili plebiscit, enotno smo rekli, zdaj pa konc Jugoslavijo, ne da se več, tudi vzroke sem navedel, Miloševićev nacionalizem, potem tista dogovorna ekonomija, ker se ne ve, kdo pije, kdo plača, in smo rekli, poskušali smo se dogovarjati, a ne Spomenka, ste, pa to moram povedati, ker ste se za tretjo Jugoslavijo z Dobrico Čosićem tam kregala, pa so jo ven vrgli, ker ste bila preglasna, pa ste pa še na ulici naprej kregala no in sej Dobrica Čosić pač umrl je, Bog mu daj dobro, ampak njegova politika je bila pa res morilska, no. Ko je govoril o humanem preseljavanju ali kako tistih množic, ne, in tisto pa s tem nacionalizmom, šovinizmom velikosrbskim, češ Srbi so v boju zmeraj zmagovali, v miru smo zmeraj, so Srbi zmeraj izgubljali in tako naprej. Ta njihova, bom rekel, neka samozvana poklicanost, da pa morajo zdaj razbiti Jugoslavijo, ker so najmočnejši, in to smo mi prvi opazili, dosti hitro opazili in smo šli ven. Hrvaška seveda je drug problem in še nekaj. Mi imamo res tukaj, bom rekel, čisto vest. Mi nismo na nikogaršnji račun izstopili iz Jugoslavije. Pač naša politika je imela zelo dobro, pravzaprav tisto odgovor, ne, češ mi gremo ven, zato ker je narod tako odločil. Lejte, 88,% ljudi je glasovalo za Slovenijo. Hrvaška pač bo mogla odgovarjati za genocid nad Srbi, kot maščevanje zaradi tistega, kar se je zgodilo, ko so v bistvu Srbi na Hrvaškem naščuvani iz Beograda, pač ustanovili svojo paradržavo. Ampak mi imamo ta madež, trgovino z orožjem in zato, pa ne da bi se štel kot, ne vem, da je to moje poslanstvo, ne, jaz sem navaden novinar in pač novinarstvo je kar težko delo, posebej, če takole preiskuješ, je nič druga kot eno težaško delo in si vesel,
da te ne vem, zašijajo, da ne greš v zapor, da ne plačaš kazen in to je to. To je največje zadoščenje, pa seveda, da knjigo berejo tisti, če sem jo že napisal. A ne? In tako da ta zadeva, no, ta trgovina z orožjem, sem si rekel, 40 let so povojne poboje komunisti prikrivali in so zato potem hoteli ostati na oblasti, da bi prikrili, da ne bi to prišlo na dan. Če bomo mi na oblasti, ne bo prišlo na dan. Potem so zgubili oziroma se je to začelo krhati in prišlo na dan. To sem pa sam se rekel, pa sej ne moramo primerjati toliko mrtvih za to trgovino, z tem železjem in to vojno dobičkarstvo, ampak vendarle mora to priti na dan. Zakaj bi spet prikrivali, pa zakaj bi spet ponavljali zgodovino še in še, če smo pa se, recimo, da sem se jaz nekaj naučil iz te zgodovine. Jaz sem bil pri stricu v Ameriki, ki mi je pokazal po tolikih letih 87. Jaz sem bil šokiran, ko sem videl vso to domobransko literaturo, vse tiste pričevanja ljudi, kako so jih, pobijali. In jaz sem rekel, stric, to ne verjameš. Ko meni duhovniku ne verjameš. Potem sem pa premislil, pa sem pač mogel verjeti. Potem sem pa tudi malo, ampak, sej, veste, takrat 88. 89. se je že začelo odpirati, mladina je pisala o teh povojnih pobojih kosti. Ampak zanimiv, ko se je potem to razkrilo, mladina nehala pisati, eni pa kar še odkrivajo kosti in manipulirajo na ta račun. No, tako da, eni bil predolg. No, vidiš, da nisi navaden novinar. Navaden novinar napiše sicer tudi tiste težko, pa gre domov. Tam gre domov, pa dokumente bere, ne? Prav res, Matej Šulc. Svobodne volitve, ki so ustoličile predstavniško demokracijo ali, če hočete, večstrankarski sistem, so pomenile vstop v novo družbenost. Takrat si bil četrt stoletja mlajši. Matej, kako si videl novo, napovedano družbenost? Si bil mnogo bolj naiven, kot si dan danes? Vprašanje, ki ga lahko bereš tako ali drugače. Sigurno sem bil zelo naiven, pa še danes sem, ampak tako je. Tiste volitve, pravzaprav jaz sem imel eno srečo, da sem kot novinar, kot komentator oziroma zunanje politični novinar, sem pokrival to področje vzhodne Evrope. In še danes ne vem, žal so te moji vzorniki, kolegi, takrat v redakciji Zvone Zorko, Dušan Benko, se pravičujem, prejšnji teden je umrl, nekako me je kar zadrgnilo grlo. Jaz sem se od njih veliko naučil. In ne vem, a so mi dali tisto področje vzhodnoevropski komunizem zato, ker so rekli, se tam za začetnika jih prav se nič ne dogaja, enkrat na leto imajo tisti kongres, naredijo tiste sklepe in potem to uresničujejo. Ali pa obratno, da tukaj se pa dogaja, tukaj bo pa prišlo do poka in ravno mlad neobremenjen novinar se mora s tem ukvarjati. Mislim, da je bilo to drugo, slutam, da je bilo to drugo. Tako da sem pač skozi to opcijo, tisto je bilo za mene pohod skozi čas. Nisem mogel verjeti, ko sem prišel na Češko, so mi rekli, imel sem nalogo, tle je partijski kongres, daj pokrij to, iz Beograda je prišel telegram, zdaj novinarje lahko spremljajo v kongres komunistične partije Češko-Slovaška v reformah. In jaz grem v Prago in sprašujem, kaj je kongres, pa kakšen. Rekel, slušaj, ti normalno, kaj s tabo? Pa sem povedal, kaj pa je to se dogaja, vsi so pil havel na hrad, žametna revolucija se dogaja in jaz pa naivan sem iskal tisti partijski kongres in sem ga najdel. Še eni kolegi z mano so bili na delu, so mi povedali, neki kleti so bili takole, so bili zbrani, pa takole, vsi zaskrbljeni in pa smo en čas tisti poslušali, sem rekli, nimamo kaj iskati in potem tisti zagon, tisto, bom rekel, nova praška pomlada, ko so dejansko vrgli ta komunizem. Že par dni potem je že bilo tisto neka informacija, tam v Romuniji se nekaj dogaja, hiter dol. Jaz sem tam v bistvu še, sem v Temišvaru aretiral, sem nekaj snemal,
potem so me tam nekaj zaprtega držali, nismo se nič razumeli, potem sem jim pa vse svinčnike dal, pa sem me spustil, so rekli, itak, nimam kaj, ne, in sem šel tam v Bukarešto, ko so vse, to je bilo pa napeto, so se pa kar streljali, pa krvavo je bilo vse skupaj in tudi se spomnim, ko sem enega kolega iskal, pa sem ga vendarle našel, so se že odprej poznala in sva šla enkrat ena zgodba, ki je zelo pretresljiva in še danes, ko se spomnim tega, vidim, kako so ljudje težko živeli v tem res totalitarnem režimu. Sej se spomnite Čaušeskuja, ki se je v svojih norih blodnah spomnil, da bo odplačal čez noč ves dolg. In je potem razprodajal vse živo, vse, celo dojenčkam je kri črpal, da je prodajal v tujino, da je lahko denar dobil, da so, a ne, in potem še so težave samo z enimi cenzorji tam doma na radiju, sem rekel, da je Čaušeskov vampir. Sem rekel, lejte, kri, da besedno jemlje, a ne, pije, da jo potem za svoje dobičke, a ne. In ta kolega, sem rekel, poslušaj, kako si to preživel? Mi ni hotel povedati, pa je pa rekel, pojď greva nekaj spit, pa je dva šnopčka spil, pa rekel, lej, tako sem preživel. Vsake večer, preden sem šel spat, sem si zamislil Čaušeska, da ga z nožem kolem, da ga trgam na koščke, da ga ubijam, da ga raztreščam in potem sem lažje zaspal. Rekel, to vsak večer iz dneva v dan, a ne? In potem je pa šla svoboda, revolucija, večtankarske volitve, pa se ni nič spremenil in potem je šel v tujino in za njim se je izgubila sled. V Kanadi sem nazadnje. Ampak hočem reči, da ta pričakovanja od te, rekel, nov sistem, pa ta silna želja ljudi, pa ta naboj, ki se je širil od Berlina, ko je padel Berlinski zid, do Romunije, Bolgarije, potem Sovjetska zveza, nič ni od tega ostalo. To je v bistvu žalostno, da ni pravzaprav nič boljše, ne, in potem govorimo nazaj, ne, pa dajmo se kaj iz te zgodovine, no, naučiti, da vendarle, takrat smo pač ga polomili, dajmo poskušati kaj boljega narediti. In zadnjič mi je sin povedal in rekel, sej ni tako hudo, veš, tehnologija bo to opedenala. Tehnologija bo v bistvu zbrisala razlike in z to komunikacijsko tehnologijo se bodo ljudje bolj povezvali in zdaj je rekel, Bill Gates je izumil neko mašino, ki iz plastike, iz smeti dela vodo in to je to. Sem rekel, če bo to nas rešilo, ja, upajmo, ne vem, nisem pa siguren. Zdaj mlada generacija mogoče drugače razmišlja, boljše razmišlja, ne vem. Ja, če si bil ti naiven pri 25 letih, kaj še lepo res pri 50-ih? To sploh ni odpustljivo. Jaz sem tudi mislil, da bo malo drugačno. Ampak očitno pri nas ne velja tudi tisti rek, zgodovina je učiteljica življenja. Mi se nekako ne znamo učiti, ne? To je problem. Rada berem Eduarda Galeana. Kadarkoli ga berem, se počutim odločno manj sama. Galeano je tako bridko spoznal, naj ga citiram. Država, ki je komaj kaj več od sodnika in policista, se mora ukvarjati z discipliniranjem poceni delovne sile, obsojene na pritlikave mezde in z represijo nad nevarnimi legijami rok, ki ne najdejo dela. Vemo, zaničljivi lutkarji, tako jih imenujem po Galeanu, vlečejo vrvice in nas slepijo, žugajo, kako da bodo ti, ki iščejo mesto pod svobodnim soncem, poglobili finančno krizo, nas ugonobili. Vprašanje sem ti malo prej zastavila, namreč tistega, o kakšni družbenosti si mislil pred četrt stoletja, zato ker te nujno sedaj vprašam naslednje. Je na nasprotni strani družbene in kolektivne odgovornosti, kolektivna nedolžnost ali nemara predvsem neodgovornost? Tudi zato pišeš knjige, kakršne pišeš. To je pa zdaj težko vprašanje. To bi pa težko
odgovornost, pač neodgovornost. Ja, recimo, če z novinarskega stališča pogledam, odgovornost in jo potem postavim na tehtnico samocenzure. Potem z grozo opazim, da je to tako rekoč eno in isto. Na koncu sem tako daleč prišel v te, ne vem, mogoče imaš prav, ko Tjaša te tikam, prosti, nekako smo že kar domača tle, ampak ta strah, kako bi temu rekel, jaz sem bil obseden s tem, da bom karkoli narobe naredil. Bolj sem pisal to knjigo, bolj me je bilo strah, da bom eno napako naredil in si bo vse sesulo. To je kot bi sestavilo domine in eno domino pač se izpodmakne in se vse sesuje. To je bilo težje pisati kot pa trilogijo, namreč v trilogiji sva bila dva in sva si dejansko sva bila tako rekoč preglednika en drugmu in sva imela konsens, da če se oba ne strinjava, se ne strinja noben. Toliko časa sva si izmenjavala tekste, dokler nisva oba 100% bila sigurna. Tukaj sem kot avtor sam bil, zato sem res gnjavil ljudi, kolege, ki so mi pomagala, se bo Draga bo vedela, koliko časa, kako sva veliko sedela skupaj, pa dejansko tudi so bili kar težki momenti, kaj je prav, kaj ni prav, pa sem bil včasih 100% prepričan, da imam prav, pa je potem, ko je pa Draga rekla, pa naredi, kakor hoč, pa sem rekel, zdaj pa verjetno nima čisto prav, Mislim, tako da tudi spomenka, kako sem tudi spraševal, pa nisem včasih vedel, pa je rekla, Matej, tlele si, ni dober, pa sem popravil in tako naprej. Tudi drugi, ki so mi, tudi jaz bi na tem mestu omenil svojo ženo, ki je brala moje tekste in točno je vedela, tako samo rekla, da tole se ne da brati in sem potem lahko tudi vse razdrl in na novo šel pisati. Tako da ta odgovornost je huda, prehuda, bil sem na tem, da enostavno neham. En dan sem pisal, drug dan sem popravljal, tretji dan sem se poprašal, čemu ima smisel. Ker bil sem tako tudi prepričan, da se že vse ve, se že vse znano. Čeprav sem imel nakupe še dokumentov, popolnoma novih, ki si v trilogiji nisem niti omenil, ker jih še nisem imel, pa nova spoznanja, pa z novimi ljudmi sem se pogovarjal. Pa vendarle sem rekel, zakaj jaz nekaj, kot včasih se mi zdi, da odkrivam toplo vodo, ker sem v bistvu, po eni strani nisem nič vedel, po drugi strani sem pa toliko veliko stvari vedel, da sem rekel, se to že vse znano. Tako da so bile težave. Kakorkoli je pisanje lepo, je ena pot v samega sebe, je pa hkrati muka. Poseben, ko govoriš o resničnih ljudeh, o resničnih dogodkih. In se pravim, bolj sem se bližal koncu knjige, bolj sem imel pred očmi tiste ljudi, ki me bodo tožili zaradi te knjige. Ampak mislim, da me ne morejo. Zdaj sem pa to prepričan, ker sem nekako pregledal vse, pa tudi kakšne stvari ven vrgel, da ne verjamem. Tega ne verjamem. Ja, jaz mislim, da gre za dva različna načina pisanja. Trilogija je v bistvu bilo nizanje dokumentov. To je, bi rekla, primarna raziskava. Drži se dokumentov kot pijan plota. Ta knjiga je pa zgodba. Zgodbo pa narediš tako, da ima smisel, da ima rep in glavo, da stvari izhajajo ena iz druge, da se vidi cel zgodba, tako kot je ime. In to sestaviti pa mislim, da ni bilo lahko in tebi se je posrečilo, mislim, to je tudi glavna odlika te knjige. Po moje raziskovalci mimo nje ne morejo iti.
Tisto v trilogiji se je krasno, ko so zbrani dokumenti in ne bo treba še enkrat vsega iskati. To je pa zgodba, to je naša zgodba. Vse naokrog, kamorkoli se ozremo, vidimo žrtve. Žrtve globalno usiljevanega modela družbe, ki je utemeljen predvsem na socialni nepravičnosti in diskriminaciji v vseh oblikah. Ekonomska rast, ki jo model vzpodbuja, množi revščino in marginalizacijo. Tu občutimo vse bolj in bolj, tja do neznosnosti. Deležni smo bili ogromno deziluzij, še posebej v zadnjih 7 letih. Bi kateri od vaju zmogel izreči misel, ki ne bi bila docela maloumna? Ugotovila sta torej povsem obupana, letargična, glede na to, da sta oba doživela nešteto udarcev, tudi jaz sem jih. Kakšna, torej sodite v sam vrh intelektualcev na Slovenskem, tistih intelektualcev in intelektualk, ki so še ohranili verodostojnost. Kako mislite prihodnik? Si ga sploh drznete ob vsem skupaj misliti, ker ste se vrstile, kot ste prej dejali, nujno ušteli? No, ne bom rekla, da me ne skrbi, ker imam 2 vnukinji in ne vem, kakšen svet jim pravzaprav pripravljamo. Zdaj so nam bolj celo vodo nacionalizirali, ali kaj naredili, skratka, privatizirali, vse ena figa. Pa ekologija, pa ne vem, kaj še vse. Skratka, včasih imam zelo temne misli, sem zaskrbljena in potem tam manj vem obstim, da vse delate kar čtak, kar seveda tudi ni prav. Ampak, jaz se pač ne dam. Jaz sem po naravi optimist. Naredim, bi rekla, kakor pač moram in kakor znam, da kaj povem. To se mi zdi, da je moja odgovornost in moja dolžnost. Če se motim, bo povedala prihodnost. Nihče namreč nima pravice soditi o svojem delu kot dobre. To je rezervirano za zanamce. Oni bojo povedali, kje smo ga dobili, kje smo imeli prav. Od nas nima nihče pravice se trkati na prsti. Tako kot se nekateri osamosvojitelji, ki bi osamosvojitev najrajši požarili. Tako so jo polni. Mislim, da moramo ustrajati. Slovenci nismo kar tako, je napisal Okoček. Ljudje niso kar tako, ne, niso kar tako. Ustrajni smo, enkrat je rekel Stane Dolanc, da imamo trpežen delavski razred. Smo tudi res trpežni in marsikaj prenesemo do določene mere. Tako da jaz vendarle nisem pesimistka. Če nam je uspela osamosvojitev, tako bi rekla elegantno, da smo se tako lepo izmaknili, pa tudi, če danes pogledamo na vsezadnje, če primerjamo, kaj se recimo dogaja, kako se imajo, kako se prepucavajo že tle na Balkanu, pa tudi v vzhodni Evropi. Veliko huje kot pri nas, je tudi huje bilo. Potem mislim, da moje upanje je, da bomo se kaj tako dali, ne? Matej, pomenljivo je, da si odprl knjigo, predvidevam, da bi želel kaj prebrati, ali se motim? Ne, Tjaša, v bistvu te sem pogledal, kako je že Albert Camus 1957 ga napisal in sem ga citiral: "Upirati se moramo represiji in zavračati laži o tem, kar vemo." To je napisano na začetku poglavja o majorju, ki je preveč vedel. Ko boste prebrali, če boste prebrali, boste videli, zakaj gre. Gre za človeka, poveljnika teritorialne obrambe, območnega štaba v Slovenski Bistrici,
ki je videl, kako ropajo to skladišče, največje skladišče Ložnica, skladišče orožja in nizkoeksplozivnih sredstev, in tam je šlo na stotine milijonov takratnih nemških mark, je izpuhtela, kot se reče, je šlo na Hrvaško, nekdo je fino zaslužil in on se s tem ni mogel sprijazniti in je rovaril, tako po domače rečeno, je spraševal, je stalno govoril, obtoževal, ki je vedel, kam vodijo te sledovi, in na koncu je to svojo trmo, on se je imel za trmastega Pohorca, je to plačal z življenjem. In to nikjer ni bilo opisano, to sem v tej knjigi opisal. Njegovi svojci so mi odprli vrata in so mi povedali, zakaj gre, in na tem mestu jim izražam hvaležnost. Bi pa, kar zadeva, če lahko tam odgovoril na moje vprašanje. Spomenka je optimistka, me veseli. Jaz sem pa pravzaprav tudi, sploh pa po tem dogajanju v soboto. Jaz sem bil na teh demonstracijah na Kotnikovi in prav zanimivo je bilo videti s kolegom Matjažem Frangežem. Matjaž Frangež, veste, kdo je. Če ne bi bilo njega, mislim, da tudi teh trilogije ne bilo, tudi te knjige, še marsikatere druge. In tudi tisti petelinček, ki je zgodaj zapel, ampak zato, ker je prezgodaj zapel, so potem zakikirikal, pa so se ljudje zbudili, ampak so nazaj zaspali. In je treba še kikirikati, kokodakati, kakorkoli. In potem, mogoče se pa le prime, kakšna stvar. No, in v soboto smo videli demonstrante, tiste, ki so podprli azilante, ki so jih sprejeli Mece, tam so govorili ti ljudje. Potem so prišli pa neka protidemonstrantska skupina, mislim, da je bila 3-krat manjša, zelo fajn se je videli, sem tam na Hrožah gor se povspel in sem tako videl, pa so z Matjažem ugibala, tam se bi bilo 1000, na eno stran pa 300, kdo bo prej odnehal, pa smo pa tako gledali tiste ljudi na tej strani, pa smo rekli tako, bili so sigurno te tam mladi, tisti huligani z fuzbolskih tekem, ker pač imajo cajt in imeli rekel, fantje, pejte pa tiste malo upijte, pa ono. Bile so pa tam tako zraven v obrobju, poleg enih par nacionalistov, niso omembe vredni, so bile pa boga boječe mamice, ki so prišle od Maše in joj za naše vrednote, za naše otroke gre in kako so se ti ljudje najdli skupaj. Potem pa tam, pa te, ne vem, da tako rečem, ker si že vse poznal, pa Matjaž tako začel razmišljati, rekel, Madonca, teli bojo zdaj šli, ti imajo del, ti imajo kolumne pišejo, pa lektorirajo, pa diplomske, pa pa treta, pa te upokojenke, pa tisti huligani imajo pa cajt, No in potem je Bog se nas usmilil in je dež poslal in smo se raztepali v glavnem. Tako, hočem reči, da nismo dovolili, da bi prišli neki ljudje, pa tam dejansko sovraštvo usadili, pa jo prestrašili tele uboge ljudi, ki so tamle na Kotnikovi pač dobili začasno zatočišče. In tukaj Ljubljana je res pokazala, da je svetovljansko odprto mesto. Zdaj upam, da bo, pa ne bi v Šenčurju ali Logatcu ali kje, da bi tudi druga mesta temu sledila. In ob tej begunski krizi se kar bo spet, bom rekel, slovenstvo na preizkušnji. Jaz sem živel v Ameriki 6 let in je bilo čudovito opazovati vso to mešanico teh ras, kultur. In kar spomnimo se Amerike, kako je sprejemala, itak je država priseljencev, kako je sprejemala Jude, ki so jih tukaj totalitarni režim uničeval, in potem je pač, ne bi zdaj hvalil Amerike, ampak vendarle je bila to poteza hvale vredna in dajmo se tudi kaj dobrega naučiti od Amerike, ne samo tiste slabe stvari jemati od njih. Tako da, kar se tega tiče, mislim, da ta, bom rekel, koalicija sovraštva tukaj ne bo uspela. In zanimivo je nekaj, če pogledamo logiko, če malo povežemo stvari. Kdo je takrat
spodbujal Slovenijo, kdo je, ko je Amerika napadla Irak, kdo je bil tisti, ki je, bom rekel, pristopil z vilensko izjavo k koaliciji voljnih, da so pač rekli, Saddam Hussein ima orožje za množično uničevanje in ga moramo strmoglaviti, in je potem silna ameriška vojska šla dol in je razsula Irak in danes se pač čutimo posledice, tudi konkretno pri nas, ko begunci prihajajo. Ne? In zdaj tisti ljudje, ki so takrat, bom rekel, dali zeleno luč za napad na Irak, dejansko zdaj ti ljudi, ki bežijo od teh posledic, in pa zapirajo mejo. Ne? Malo premislimo, ne? Kako se stvari recimo poklopijo, kako ena nenačelna politika, kako se slejko prej ujame v past. Samo to je treba povedati, to je treba na glas zaupiti. Prav res, najlepša hvala za ta poudarek. Preden vas, spoštovani publikum, povabim k besedi, se mi zdi, da ste malce že ponegodovali na nekem mestu, morda zaradi ohlapnosti, katerega od vprašanj. Še to rečem, Matej. Čutim prav, da si knjigo posvetil resnici in ne nazadnje vsem njim, ki so preprečili izbruh divje vojne na slovenski zemlji, torej območnim poveljnikom teritorialne obrambe, policistom, oficirjem jugoslovanske vojske, ki so si drznili misliti svojo glavo, upoštevati etični kompas in si tedaj vzeli pravico ne ubogati. Ja, gotovo, to je eden glavnih poudarkov te knjige, ne? Kako je vojna, vojna, jaz pravim, te 10-dnevni spopadi, neko, ki že spomenka rekla, hvala Bogu, ni bilo hujšega, ampak jaz mislim, da vsak strel je bil odveč, recimo, ne? Pa zdaj, ne da bi zdaj se delali pametnega po vojni, je vsak general, ampak kar poglejmo to mikroraven, kaj se je pravzaprav dogajalo, sej gledali, da je ena velika zmeda, da vendarle predsedstvo, ki bil je vtis, kot da ni v stiku z realnostjo, bolj odrezano od komunikacij, potem je bila ta koordinacija, ki je nekako prevzemala glavne niti poveljevanja, kako pač se upreti sovražniku, ki pa tudi ni imel tega namena, da bi rušil, predvsem se vemo, oni so pač imeli nalogo, da grejo na mejo s tanki, da zavarujejo mejo, oziroma celo tako, zdaj, da ne bi jaz poučeval neko zgodovino, jaz sem tukaj, se kar malo mislil tole, da veliko vem, pa sem pa začel pisati, pa sem videl, da nič ne vem, in sem potem te učbenike pa razne študije prebiral in potem sem še manj vedel, ampak tako sem poskušal najti tisto bistvo, kaj se pravzaprav v teh 10 dneh dogajalo, in sem strnil v nekaterih poglavjih in ena od ugotovitev je ta, da v Beogradu te generali, pa te vojaki na terenu, da sta bila to dva svetova. In na drugi strani, na slovenski strani, tudi tisto poveljevanje nek v podzemnem bunkerju Cankarjevega doma in tam ljudje, oficirji, policisti na terenu, ko so odmerali se s puškinimi cevmi, so se gledali, rekel, nekdani prijatelji, sodelavci, zdaj pa naenkrat sovražniki, tistem ni bilo lahko. In tukaj bi res dal vse priznanje, kapo dol vsem tistim, ki so nekako z vztrajnostjo, bom rekel, z vijačnostjo, pa tudi, če je bilo treba reči, ne vem, bom kdo rekel, jebite se, tega povelja ne bom izpolnil, tudi to nekaj velja in vsaka čast tem, ki so to pač javno povedali, čeprav je kar dolga pot, mislim 20 let, je trajalo, da smo pravzaprav to zvedeli, da so nekateri v Ljubljani, so zavrnili povelje za napade na vojašnice, opisana je zgodba o vojašnici Moste Polje, tudi Metelkova, pravzaprav ni pa znano, saj jaz nisem se potem ukvarjal, jaz sem to vzorčne primere zmeraj dajal. Itak bo lahko vsak rekel, zakaj pa ni še to rekel, zakaj pa ni še v Medvedjeku kaj pisal, pa ovo ono.
potem bi pa spet trilogija bila, bog ne daj, no. Ampak tako, no, ta vzorc tukaj, Moste polje, je pa res zelo nekako sem poskušal, no, a ne, se bo kolega August Svetežer bo vedel, koliko smo skupaj sedeli, pa koliko smo si izmenjavali te informacije, pa še enkrat, pa sem rekel, zdaj se pa prosim, fante, spomnite, a je bilo to zvečer, a je bilo popoldne, toliko časa smo tle sedeli, dokler imate se spomnili, no, in je nekaj prišlo, ne, zgodba vam. Trajnost. Da. Beseda je sedaj vaša, mogoče privilegiram vas, ker sem vas prej izpostavila. Boste zastavili tehno vprašanje, ne dvomim? Izvolite. Dober večer vsem. Verjetno je tukaj večina Ljubljančanov, pa vidim, da ne čisto vsi. August Svetežer. Delno me je Matej pač omenil. Najlepše hvala, bil sem poveljnik ene največjih enot v času osamosvojitve litijskega odreda, ki smo imeli v okolitvi kasarno v Mostah, se pravi bratstvo in enotnost v Mostah. Sem eden tistih, ki sem zavrnil ukaz za napad. Malo bom obrazložil pravzaprav bolj plastično, kako smo doživljali to na terenu takrat, če vas zanima. Dobro, mi smo bili mobilizirani že nekaj dni pred, bom rekel, to proslavo na Trgu revolucije, tako da smo to po televiziji spremljali v Dolskem. In takrat se spomnim, ko smo gledali to, bil sem ponosen, nekako vesel, ampak sem se sprašal, a bo šlo tole res tako mirno mimo, ne? No, ni bilo treba dolgo čakati, nisem mogel zaspati, okrog 3. ure me je poklical poveljnik pokrajinskega štaba Miha Butara, prav Gustl smo si rekli, no, Gustl, prav Gusti, tam, ki gre z Vrhnke, pripravi enoto, da greste pred kasarno v Mostah. Imeli smo silno slabo oborožitev, slabe mavzarke, kot tisti, ki veste, zarejene in tako naprej. Sem rekel, težko, je rekel, ne, bistvo je, da ste okrog. Ok, smo šli pred kasarno, pa da ne bi preveč raztrgoval. Čudno je bilo že 30. ko so zamenjali Miha Butaro. Namreč takrat smo bili poklicani vsi poveljniki večjih enot v Ljubljani na to razrešitev. Tam je nekaj še Slapar momlal, da ko bojo zamenjali Miha tudi in nekaj je bilo vse skupaj čudnega, ne. No in je pač predstavil novega poveljnika, Jana Zalesjaka, midva sva se že od nekdaj poznala, ko sem bil še načelnik štaba brigade. Namreč jaz sem bil 69. leta na preizkusu večjih, pa sem vodil večje enote teritorialne obrambe, ne. No in v redu, nov poveljnik, no potem pa da preskočim na 2. julij, dobimo ukaz, takoj ukrepate po predhodnem povelju. Smo čudno gledali, kaj je to, ne. Več enostavno ukaz za napad na kasarne. Meni se je zrolalo, zakaj? V kasarni je bilo, a ja, še to bom povedal, mi bi mogli dobiti kot enota, ki je prišla pred kasarno v Mostah, obveščevalne podatke, kaj je v kasarni, ne? Pričakovali bi to, nismo dobili nič, ne? Sreč smo se odločili, da sami zberemo te podatke in smo jih do 2. julija sreč izbrali. Če danes pomislim, smo imeli srečo, da jih nismo dobili od nagrajenega poveljstva, ki ne vem, kakšne bi dobili. Mi smo dobili svoje, oziroma smo si svoje. Namreč v kasarni je bilo 450 ljudi. 4 topovi so bili usmerjeni proti Fužinam. 2 baterije trocelnih topov, vsaj moški veste, 20 mm protiavionskih so bili ukopani za brisanje. 9 tankov, pa najhujše je bilo pa rakete zemlja-zrak, ker to je bila kasarna, ki ne bi varovala Ljubljansko, se pravi kotlino kompletno, protizračna obramba je bila, se pravi so imeli rakete zemlja-zrak z minimalnim dometem 4 km. To se pravi, jih luštne za center Ljubljana, če bi se kaj zgodilo, ne. Mi smo sreč to dobili in ki padel ukaz, jasno, jaz se nisem strinjal, smo se spričkali s, rekel, tem poveljnikom Lesjakom, ki je bil,
približen razgovor je tekel takole, a boste že napadli, ne, sem rekel, pa kaj je, da si znoro, kaj je, prav Janša mi skozi vratom stoji, zahteva napad. Kaj pa Janša? Ti imaš pa Slaparja, predsedstvo je za ta ukaz. Je to ne vem, ampak Janša me skozi kliče in zahteva napad. Rekel, pošel ga nekam in sem rekel, jaz napadal ne bom, z mano naredite, kar hočete, jaz ne bom pustil politije na tem polju, ki bi nas razsul. Ni šel sem za to. Glede, jaz sem tudi tako, kot je Matej rekel to dvoplastnost. JNA, generali, tuje obveščevalne službe, bom rekel tudi finančni kapital, zonalni in tako naprej, je bila ena plat. Jaz pa nisem mogel imeti za agresorja fante stare 19-20 let, ki so si sam želeli živi pride domov. Od tega je bilo kasane 110 slovenskih fantov in mi naj bi se stolkli z njimi. Ker je veliko Ljubljančanov, verjamem, če bi mi to naredili, takrat Ljubljana ne bi bila več najlepše mesto, kot Janković rad govori, ampak bi bilo ogromno žrtev in danes, ne vem, Pahor ne bi sprejemal žrtve slovenske osamosvojitve v svojih prostorih, ampak mogoče od Cankarjevem domu, če ne na kakšnem štadionu. Toliko sem pa že imel takrat, bom rekel, zdrave pameti, da ne. In mi je bilo vseeno, jaz ne bi mogel živeti s tem, da sem pustil zaradi norega povelja tam toliko in toliko žrtev na tistem polju. To je bilo enostavno. Ok, potem smo bili zaslišani. Jaz sem bil prepričan, da bom bojo zaprli. No in tam je bila neka zgodba, ki je sicer v knjigi tudi navedena in sicer, ker so me odpeljali. Moram pa tudi to povedati, marsikdo pozna Nevena Boraka oziroma Vena Carboneja. No? On je bil pa poveljnik Ljubljanskega bataljona, jih je bilo 150, ki so pa imeli v Koliti isto kasarno, midva so sodelovala iz področja BTC-ja. Mi smo imeli iz Novega Polja za Dobrove, oni pa tukaj. No, midva so mogli iti na zaslišanje. Jaz sem se poslal, sem bil prepričan, da me bojo zaprli. Pač zavrnil sem poveljnika, ne. Prosil sem svojo neobvestijo ženo, kaj se je naredili in konec. Šla. V tistem cajtu, ko so midva na zaslišanju, dobro, da ne govorimo o tem, kaj se je zmeril Lesjak z strahopetci in tako naprej in dejansko. Za nekatere sem strahopetec, za druge junak. S tem živim, kakorkoli. Pač to je bilo, še vedno mi pa ni žal odločitve takrat. V tistem času, ko so bili na zaslišanju, so se moji fanti v štabu odločili, da bojo eno enoto ustanovili in grejo na Mačkovo, napast Mačkovo, da bi naj osvobodili. Ja, stokli bi se ljubljanski pa litijski teritorijalci. To so stvari, ki so se takrat dogajale. Noro, bom rekel, ne? Noro. Rad bi še nekaj povedal. 30. razvojna, to je ta brigada, kasnejša Boris, takrat je bila 30. razvojna. In imela tudi en vod v vrtcu v Polju. Če vam opišem te fante, verjetno, da niso bili niti sami krivi, ampak indoktriniran do konca. Rdeč trak, cigarete, sončna očala, nož, avtomatska puška, 2 redenika, ramboti, noro. Ustavljali avtomobile, vlekli ljudi z avtomobilov, jim cevi v usta porivali. Jaz sem rekel, pa kdo bo to, te fante, oprosti, to je tudi ta naša, ker je prav, da ta knjiga Prevarana Slovenija pride ven. Te fantje, mogoče so celo mislili, da takrat prav delajo, jaz ne morem soditi. Bili so mladi, bom rekel, populizem na vrhu in tako so delali. No, skratka, to je ta, bom rekel, zgodba iz prve roke, če bi tako rekel, kako smo čutili. Jaz sem napisal po 20 letih spomine, ne v knjigi, zato je tudi Matej jih nek najdel, ne vem, na spletu ali kjerkoli. Moram reči, da mogoče malo pod provokativnim naslovom Bojmo se politiko, kot je Janša. Namreč, ni bilo to takrat, jaz sem izrekel ta stavek in še enega. Bojmo se politiko, kot je Janša in pa, če bi Ljubljančani
z okolico in Vrhničani vedeli, kaj je hotel Janša narediti z njihovimi mesti v času osamosvojitve, verjetno ne bi bil dobrodošel v teh mestih. Lahko danes to gledamo kot, ne vem, politično motivirano, ampak to sem jaz takrat svojim, ko sem prišel iz teritorijalne obrambe domov, sem to povedal. So rekli, pa kaj, pa Jan, ti v Janši govor, sem rekel, poglej, če je človek zahteval, da se udarimo, brez da bi evakuirali ljudi v civile iz okolice. No, moram povedati, tudi 2 dni po Brionih, no, oziroma takrat, ki je bil sporazum sklenjen, da ne bo napadanja, sem se dobil za moj štab, pa štab Ljubljanske kasarne, se pravi te, v Mostah smo se dobili. Med seboj zrihtel je sestank, bom rekel, no, današnji župan takratne občine Moste, ker je poznal, je rekel, a bi se vi videli, če bi prišlo do kakšnih konfliktov, se slišite, da ne bo brezveznih žrtev. In smo se dobili. Komandant je bil nek Vrabič, Slovenc, normalen človek. In on je takrat potrdil, je rekel, glejte, sej mi nismo imeli kam jeti. Ampak če bi vi napadli, mi bi rušili. In civilne objekte, in energetske objekte, petrolo zalogo, vse je bilo to naciljeno. Meni je to odleglo, da smo mogoče naše ocene takrat pravilne imeli. On je pa samo potrdil, sej pol tudi v knjigi piše, kdo je vse to potrdil, kaj bi rušil. Da ne govorimo o kasarni pa v Šentvidu, ki bi pa res rušila vse bistvene zgradbe v centru mesta. Ne? In to je bilo takrat si se pač enostavno mogel odločiti, kaj in kako. Vred bi pa kljub temu samo eno zgodbo vam povedal, bi rekel takole, vodil sem že prej te note. Namreč mi smo, vsaj tako sem jaz čutil, že spravo prej imeli. Namreč v mojem odredu so bili različni, jaz ne vem, nismo nikogar gledali, a je veren, a je v partiji, ali je druge nacionalnosti, mislim druge nacionalnosti, bili so prinesli otroci staršev iz drugih republik. Normalno. Ma nobenega, noben ni pogreval, kdo je domobranc, kdo je komunist, nič enostavno. In mi smo bili že, bom rekel, takrat spravljeni, saj jaz sem tako čutil. Potem se nam je popolnoma drugo zgodilo. Ampak bom povedal zgodbo, smo v Dolskem in dobili ukaz za prehod, mislim za premik pred kasarno. V moji noti je bil en fant, oče je bil Srb, mati Slovenka, Neša, poznal sem očeta, zelo dober mater in tega fanta. In so prišli, preden smo se premikali v Ljubljano, neki starši, ki so vedeli, da se premikamo in pride tudi ta oče Srb. Jaz sem vedel, da je proti razpadu Jugoslavije, to sem vedel. Ampak je kaj hmen prestopil, je joko, kaj mi je rekel? Avgust, čuvaj mi dete. To so bile take, bom rekel, stvari, ki si jih mogel takrat doživljati. Kako so recimo fantje propadali psihično, kako so se tresli, da ne govorim in s, bom rekel, takrat je bilo, ni pokal, ampak psiha je bila pa strašna. Jaz moram reči, ko sem se vrnil domov, mogoče se boste smejali ali ne, ampak verjemite, jaz 3 tedne nisem bil človek. Tisti post-vietnamski sindrom ali kakorkoli je bil meni. Meni je bilo vse brez veze. Nič od nič. Meni se vse trapa zdel o tem razočaranju, kaj se je takrat hotel dogajati. In napisal sem. Razočaran sem, kar se je dogajalo že med osamosvojitvijo, še bolj pa, kaj smo naredili z našo državo potem. Najlepša hvala. Človek, ki v ključnem trenutku in v tolikšni potencialni skušnjavi izbere življenje, vrsto človeških življenj, je velik človek. Najlepša hvala. Aha, izvolite, prosim. Ja, jaz bom pa zelo na kratko. Jaz bom samo potrdil besede. Gospod Drago Petočnjak sem povprašal na njeni predstavitvi v Malem teatru, ali je Janša potreboval kri. Dejstvo je,
da je bila izvršena kompletna reorganizacija teritorijalne obrambe 3 tedne pred osamosvojitvijo, ki je bila planirana. In sigurno zelo rizični trenutek. Bil sem, moramo povedal, pomočnik za organizacijsko-mobilizacijske zadeve tukaj v centru. 3 tedne pred vojno sem bil telefonično premeščen v Logatec. Kaj pomeni izvesti mobilizacijo, ko poznaš vsakega svojega vojaka, vsako ulico, vsako mobilizacijsko zbirališče, ko veš, kakšne imajo naloge? Jaz sem v Logatcu tisti trenutek vedel samo to, da tam je gostilna Krpan. Pa še eno stvar na začetek. Vsaj enkrat je bila danes izrečena, ne enkrat, vsaj 2-krat, da je zgodovina velika učiteljica. Jaz nekako že 4 leta ponavljam, da se počutim kot v 30 letih prejšnjega stoletja. To, kar se dogaja v tem trenutku, samo poglablja in samo razdvaja ljudi. Vedno globlji je prepad med nami, bom rekel, levičarji in onimi desničarji. Ne zaradi tega, smo sosedje, na koncu včasih tudi prijatelji. Srečujemo se na izletih, v društvih in tako naprej, pa vendar ta prepad nastaja in se poglablja. Veste, tudi razpad Jugoslavije, vsak lahko to po svoje spremlja, ampak tudi ni bil tako čisto naš. Milošević je bil 4 leta direktor Beobanke v Washingtonu. Njegov osebni prijatelj je bil Zimmermann. V tistem času en šefov CIA, ki je ob njegovem prihodu nazaj v Jugoslavijo postal veleposlanik. Kako se je potem razvijal tisti nacionalizem v Srbiji? Kaj je naredil tisti nacionalizem med državljani tiste takratne države, smo pa potem videli. Hvala. Najlepša hvala tudi vam na vsak način. A lahko tukaj sam to dodam, ja, kaj je gospod rekel, to Miloševićevo vlogo omenil, tudi tukaj pač sploh to rečeno, ta njegova povezava z Ameriko, pa ko je bil bankir, direktor Beobanke tam v podružnici v New Yorku in potem ta njegov prihod na oblast. Vedno se tukaj, bom rekel, zapolemiziramo ob razpadu Jugoslavije, a smo jo razbili sami, ali so jo razbili od zunaj, no? Zdaj je, mogoče to vprašanje je bila prej kura ali prej jajce, ampak moje mnenje, no, tukaj je osebno mnenje, kolikor jaz poznam te zadeve, pa kolikor sem spremljal in od zunaj in od znotraj to Jugoslavijo, je tako, ne, oba dejavnika sta prisotna, sigurno, ampak ta tujina je pač taka, ne, Američani pa te vele sile, oni vidijo, če je ena država šibka, ji pač pomagajo, predvsem pa ob tem gledajo na svoje interese. Pa ne gre za Ameriko, pa ne gre za Nemčijo. Dokler je bila Jugoslavija stabilna, pa nam noben nič ni mogel, no, pa sej takrat, ki je bila tle vojna na Hrvaškem pa v Bosni, pa si kdo rekel, jaz sem po teh bojiščah hodil, pa je rekel, da bi nazaj Nemci napadli, bi takoj bili spet skupaj, ne. Ampak dejansko se je tukaj to razraščala, so se ta nasprotja v Jugoslaviji in potem seveda je Jugoslavija kot taka, kot šibka postala plen Nemčije, Amerike, sploh pa, jaz mislim tukaj predvsem Nemčija, Amerika je seveda, ona je povsod prisotna, so na tej drugi, oni strani barikad,
ampak v tistem trenutku so Američani zasedvali politiko, Jugoslavija ne ostane enotna, ker če Jugoslavija razpade, bo Sovjetska zveza razpadla. Kaj se je zgodilo? Vmes je Sovjetska zveza razpadla in potem Jugoslavija kot eno celota ni nikomur več postala potrebna. In Američani so imeli take druge težave. Tudi v knjigi pišem, kako so se z Irakom, takrat tista zalivska vojna, ko so se tolkali. Jaz sem imel priložnost se pogovarjati z določenimi pomembnimi ljudmi, tudi Lawrenceom Eagleburgerjem, ki mi je ene stvari pojasnil, in tudi tam v Ameriki se mal tudi blizu videti to perspektivo ameriško in dejansko jih Jugoslavija v tistem trenutku ni najbolj zanimala, ni bila v ospredju, so imeli kup druge stvari in so rekli, Evropa naj se s tem ukvarja. Tukaj je Nemčija odigrala eno pomembno vlogo, in bi zdaj, mogoče se navte strinjala, ampak ena kruta zadeva se je tukaj pojavila. Nemčija je vedno imela interes priti na ta topla morja, na Jadran in potem Balkana, usvojiti oziroma ta koridor sploh iz Jadrana gor je Luka Koper tako pomembna in Hitler enkrat je rekel, dajte, jasno, da gremo do Jadrana, dajte pomesti ste Slovane tako zelo vehementno, in pač mu ni uspelo, v redu, potem so pa Nemčija kot demokratična, združena, je pa vendarle imela te interese zavrvati, spraviti pod svoj vpliv zahodni del Jugoslavije, Slovenijo, Hrvaško. In jaz sem prepričan, da so Nemci imeli interes, da Slovenija prodaja orožje Hrvaški, da jo s tem zaščiti. In sem prepričan, da so te ljudje, ki so trgovali z orožjem, imeli tukaj zaslombo Nemčijo. Bom tako povedal, da so določeni ljudje, ki sem se z njimi pogovarjal, so hodili do BND-ja, nemške obveščevalne službe, ki je bila tukaj v Ljubljani, in so dobili navodila, kaj morajo storiti. In tudi navodilo je bilo, ja, glejte, zadeva je taka, mi bomo priznali pač Slovenijo in Hrvaško, ko bodo dozorele razmere, ko bo Slovenija napadena, ko bo dejansko ogrožena, bomo mi jo priznali, ampak zaenkrat ne vidimo, da je kaj ogroženosti. Torej, veste, rabimo kri, rabimo ogenj, ko bo narod, kancler Kohl je tudi mogel odgovarjati svojemu narodu, ni mogel kar na suho reči, mimo volje naroda, mimo pa priznali Slovenijo. In ko je nemški narod bi videl, da lejte, v Sloveniji na Hrvaškem je pa vojna, in potem bi ljudje pač nekako videli, da je to pa vendarle treba tako narediti. In hočem reči, da je Nemčija precej prispevala k temu, oziroma hotla, da se tukaj, da se pač pride do resne vojne. Kaj pa Vatikan? Vatikan, zgodba je taka, kakor vem, kako je Vatikan, to je ena preverjena, ampak zanimiva zgodba. Ko so slovenska politika hotla, da jih Vatikan prizna. In so nekako rekli, pa sej Vatikan nas bo ta prvi priznal. Potem je bil pa odgovor papeža tak, prvi ne bomo, bomo pa drugi. Ja, v redu, kdo pa zdaj prvi? In potem so, ne vem, kot Butalci so sedeli skupaj, modrovali in so rekli, pa dajmo najti eno državo, da nas bo prva priznala. In so jo našli gor na severu, Islandija. In so potem neko pismo Romano, poslušajte, a bi nas priznali, ker so imeli informacije, da Islandija je tudi zelo naklonjena tem pribaltskim državam, in potem so Islandci rekli, ja, mi lahko priznamo, sam odkrito rečen, mi za Slovenijo nikoli nismo slišali, dajmo mi malo preveriti, kaj je to za zadeva tam dol. In so prišla je delegacija in so videli, to so pa resni ljudje, imajo celo parlament, imajo svojo televizijo, imajo tako, vlado in to. In so rekli, sklenili so napis, da je dober, kako so rekli Butalci, in potem so ta delegacija je predlagala parlamentu in res so prvi priznali, hkrati, mislim, da isti dan celo so Švedi priznali, potem je pa res, ko je Vatikan, priznal. Tako da, ali je še lepo, vse pa je nekako, tako, Islandija je sprožila to domino. Hvala, Matej, pa je romantični mit pazen. Sam mogoče še dve besedi. Če kdo pričakuje od politike kakšno načelnost ali pa kakšno etiko, je pa tukaj ne vem, kot sem jaz bila včasih.
Mislim, Amerika je bila tako rekoč do zadnjega vztrajala na Jugoslaviji, na celoviti Jugoslaviji. Marca 1991 so bile z Alenko Puharjevo v Ameriki in so bile tudi v ameriškem senatu. In so se pogovarjali tudi s njihovimi gospodi. Vem, da sem enega eno uro pa pol matrala. Kolikor ni hotel pristati na to, da bi Amerika kdajkoli priznala Slovenijo samostojno. Pa sem ga pa ujela, sem rekla v redu in rekel, razen če bi šlo za kratenje človekovih pravic. Sem rekla, to se pa ne dogaja. Je rekel, to ste pa zelo elokventno izvedli. Skratka, Amerika, da ne govorimo o Angliji, ma tudi za milimeter ne bo naredila več, kot je za njenem interesu. Tako da, mi smo tukaj malo, bom rekla, nedonošeni, ne. In to se pa vidi v tem, da v bistvu se samo priklanjamo Evropski uniji, vsakmu, kjer nas le hoče poslušati. Moram reči, da v vseh teh 25 letih nisem zasledila niti ene suverene geste zunanje politike naše. Tako da mi je prav pri srcu vodo hudiča, zakaj smo šli pa delati državo, da smo zdaj tam veliko bolj, bom rekla, ponižni in copatarski. Ko smo prej do Jugoslave, pa ne en renome, kot recimo, da se dela noce iz nevrščenih, ampak to je takrat bilo nekaj, bila sta dva bloka in potem se eno Jugoslavijo, pa tistile tam večkani tam se skupaj zbrali in so začeli rovati proti dvema blokoma, da je treba nevrščeno, da je treba mir in tako naprej, pa iz tega nekaj rata. Slovenska politika ni niti ene geste naredila in zadnjič sem slišala mingde po radiju, da je Slovenija med zadnjimi v Evropski uniji, ki je predlagala kakšno zadevo v splošnem, bom rekla, politiki Evropske unije. To je pa res na žalost, jaz pa vem, a res nimamo ljudi, ali kaj je pravzaprav z nami se zgodilo, ne vem. Še eno, bom rekel, da pač mi je na pamet padel. Zdaj se pregajdajo, da bom rekel, komunajzeri, ne sem pak bivši udbaši, ne. Po dolgom in počes, sam to se govori. Namreč, jaz sem pa rekel, da ima v Sloveniji Janša imel svojo novo udbo. Zakaj? Leta 1991 mi smo imeli v enotah varnostne organe. Vsaki četi je bil en varnostnik in pa v mojem štabu tudi. In bil je dogodek naslednji. Pozoril me je komandir moje prve čete, Dušan, rekel, gospod, prav nekaj čudnega se dogaja, nek oficir prihaja od odzuni, oficir, in sem jih že dvakrat zalotil v neki sobi z našimi varnostniki, iz četi in iz mojega. Kaj imajo? In rekel sem jih vprašal, so rekli, nič varnostno delo, okej. Pa se mi je pa malo to sumljiv, zdaj smo se pa dogovorili, da bomo mačko tole raziskali. In smo v roke dobil pravilnik o varnostni službi teritorijalne obrambe, predvsem osvojitvijo, kjer je točno pisalo, približen stavek, zdaj je pa v mojih spominih točno citiral, no in sicer, varnostni organ v enoti sme obveščati svojega nadrejenega samo o stvareh, ki mu jih odobri varnostni organ na nivoju republike. To pomeni, moji ljudje niso smeli sporočati, kakšna je situacija v enoti, ampak so mogli odobriti od zgori. Jaz sem znoro in sem rekel, tega fanta ali počte, ali mi ga pa pripeljte. Jaz sem bil besen, takrat ni bilo, rekel ukaz, je bil malo čuden. Mislim čuden, prizadet, zakaj bi kar strelil, ampak sem bil besen takrat, ampak sem to res rekel. Ampak tega časnika več ni bilo v enoto. Bil je pa tudi v Litijske občine in 4-5 let kasneje sem nek tenis igral v neki družbi in se je ta fant oziroma tudi pridružil nam. Jaz, dobro, jeza nekako ali pa me je minila, ampak
Kakšnih stikov pa nisem hotel med z njim, no pa le enkrat en večer pristop k meni, pa prav ti so se tikala. Gosti, pa si res ukazal, da me počejo med osamosvojitvijo, so rekel res, prav kako si mogel. Sem rekel, kako so ti mogel informacije vnositi, brez da sem jaz vedel. Je rekel, gosti, lej, tako so nas usposabljali. In Janša je takrat z Lovšinom nastavil že svojo, tu vejo ljudje povedati, svoje varnostne organe, ki je ta staro generacija ven spravil. In to samo nadaljuje. Vemo, da smo prisluškovani, vemo, da spremljajo. Se vidite, kakor se neka medijska politična zvezda pojavi na obzorju, če ni po meri SDS-a, je takoj odkrijajo vse njene pretekle dogodivščine. Tako da ne bodimo naivni. Ta, bom rekel, nova udba še kar dobro deluje v naši družbi, tudi da se zavedamo. Ni tako nedolžno, kot je. Zato bom rekel takole, kot je Vršica spomnika rekla, imeli smo srečo v osamosvojitveni vojni, jaz se delno strinjam, delno smo pa tudi nekateri se odločili takrat, da je ta sreča nastala. Mislim, in moram reči, da tudi s Matejem sva govorila, slovensko osamosvojitev, tako kot je bila, ni rešila koordinacija, ki je samo zavajala predsedstvo. Koordinacija je bila samo krinka, da so, oziroma obvod Bavčarja in Janše, da so izigravali predsedstvo. Sva enkrat skučano govorila, sem mu nekaj očitil, bom rekel, saj mi nismo vedeli, zakaj je šlo. Kuk sta nas Bavčar pa Janša zavajala, saj ne moreš verjeti. To so stvari, pa kakorkoli imel mnenje o Kučanu, Janši, Bavčarju, ne sovražim, verjemite, ne sovražim. Mogoče pomilujem in Bavčarja, Janša, še bolj. Moram pa tudi reči, da Kacin me je pa razočaral s svojimi tiskovkami, kot sem že enkrat povedal. Dokler je govoril na teh tiskovnih o drugih področjih, nismo vedeli, seveda smo ga poslušali. Ki je pa na neki tiskovki govoril o naši kasarni, kaj se dogaja, helikopteri na polje patrole ven, mi o tem nič vedeli. Potem so si pa rekel, pa porka Madonna, kaj je sploh resnica, ker Kacin govori. In sem rekel takole, Kacin je mogoče odigral briljantno vlogo v času osamosvojitve kot glasnogovornik, ko bi rekli, ampak jaz ga slišati nisem smel, ker nisem nikoli vedel, ali je manipulacija, ali je laž, ali je resnica. Nažalost, tako je bilo. Hvala. Še meni nekako ne da miru, Rok Zavrtanik je moje mesto zagrešil vodno besedo v tole knjigo ena stvar. Namreč pravijo, če hočeš razumeti stvari, poglejmo tok denarja. Jugoslavija je bila v nekaj letih zadolžena po Titovi smrti za več milijard točno pri organu, da smo imeli mednarodni denarni sklad. Mi zdaj govorim tudi kot založnik in sourednik knjige, recimo Johna Perkinsa, nekdanjega agenta CIA, izpovedi ekonomskega morilca, ki ga lahko preberete. V Sloveniji se in celi Jugoslaviji se odziva natanko scenarij, ki je znan in ki ga je pravzaprav anticipiral. Vi ste bili nekoč komunistka in ste najbrž brali Karla Marxa. V Kapitalu so te procesi zelo natančno opisani. Tudi ko govorimo Američani, Nemci, ne sprenevedimo se. Niso Američani, niso Nemci. Gre za ne predstavnike ljudstev in demokracij, ampak žal kapitala oziroma sami so ujetniki nekih iger, ki jih sami ne razumejo. Mogoče je Warren Zimmerman govoril, da je proti razpadu, ampak vedel, da je neka visoka sila, ki je pametnejša in močnejša od njega, ki že ve, kaj dela. In oni so dobro vedeli, kaj delajo. Danes, takrat je bil dolg Jugoslavije 20 milijard, danes je na celem Balkanu preko 200 milijard, samo Slovenija, mislim, da čez 32 milijard. Obresti so milijarda in pol letno, samo za Slovenijo. Milijarda in pol letno pomeni 2 telekoma letno. Tako da pravzaprav nedavno je agent, tudi bivši cen agent, Baer, izjavil, to bilo prav, da bi vi politiki vedeli, da so leta 90 prišli v Slovenijo pomagati razdor spodbujati. Ker ne deli in vladaj, razkoli in vladaj, resnični prevod izraza divide in impera. In v Sloveniji, celi Jugoslaviji se odlično obnesel.
Seveda je bil Milošević podprt, seveda so bili vsi in tej mafija, ko govorimo, ne gre za slovensko mafijo, gre za svetovno mafijo, ki točno ve, kaj dela. In to, da so ljudstva razdeljena in to, da kultura, prejšnji teden smo vzeli, da se zapira knjigarna tule zraven, največja in najlepša neodvisna knjigarna v Sloveniji. Tale je vprašanje mogoče samo še mesecev. Slovenska kultura nima več, ponižana je, vsi ustvarjalci pomembni, ki so bili nekoč čaščeni, kot so bili Pavček in tako naprej, so danes nič. In ne morejo več za država in pa deli mačehovski plesniv kruh in terja do centa bančna dokazila, da vse poravnano. Danes je Slovenija vlada proti slovenstvo. Ne samo neslovenstvo, proti slovenstvo. In to, da smo mi sprti med seboj in da bomo še naprej pristajali na levo, desno, to je del teatra, ki mu ne verjamemo več. In danes smo tudi Američani ne več. Bernie Sanders je nekdo, ki vrača ugled in pomen izrazu socializem. Čeprav ga za socializem, ki ga človeštvo še ne pozna, se ga pa kapital boji, kot hudič križa. Čeprav Hillary Clinton podpira banke, Donald Trump tudi veliki kapital in računajo na staro igro, ali tako imenovani demokrati, ki seveda to niti slučajno niso. Mislim, da je bil Jugoslavija demokratična država, kljub enopartijskemu sistemu, kot so sistemi, o katerih zdaj govorimo. To je moje osebno mnenje. Pa sem bil zelo kritičen del generacije 80-ih, kot študent filozofije, sem zelo kritično se zoprstavljal. In Bernie Sanders, ki pa od spodaj navzgor prihaja, in tudi mi danes lahko vplivamo na svetovno politiko, tudi na slovensko, tako da ga podpremo, magar s 5 evri donacije, ker banke ga podpirajo z milijardami te svoje adute, ki so samo igralci. To samo pa Barack Obama videl. Mi smo sami kot založba naivno verjeli, mi smo izdali Sanje mojega očeta, Pogum zaupanja, Barack Obama. Glejte, on je ujetnik tega, kar danes velja. To je pa diktat bilanc, ki nima s človečnostjo in kulturo ničesar. Nam pa kle razlagajo bilance, minister Mramor, ja, je treba tako, je treba vrčevati, ukinili so ne vem kaj, od centra, hospic, ukinili so podporo, ne vem, ogroženim, smo najhitreje rastoča revščina v Evropi, smo ljudstvo, ki najbolj na svetovnem merilu po raziskavah, najmanj verjame svoji vladi, smo država, ki se je takoj po protestih vzeli pravico, da smemo sploh kot ljudstvo še odločati referendumsko o denarju in vojski, kar pomeni, da smo opravilno nesposobni, priznajmo se za to državo, ne? Mi smo opravilno nesposobni in tretji član ustave, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, je samo še lari, fari. In svetovni kapital je bil tisti, ki je to zahteval fiskalizacijo slovenske ustave, tako kot zdaj zahteva fiskalizacijo za vsak račun, če boste kupili knjigo, kot da država, ne država, Varoufakis je lepo pokazal, da kot finančni minister Grčije nima nobenega nadzora. Direkt, da je pripravljal sistem izstopa Grexita, je moral udreti v lastne računalnike, ker Bruselj direktno nadzira. Pa mislite, da Bruselj nadzira? Ne. Nadzirajo ga te svetovne banke, ki so stare in ki jih Karl Marx fantastično opisal. Jaz se še enkrat berem Kapital znova in znova, ker sem zgrožen, ne samo nad tem, kar je on odkril, ker je zame začetek samozavedanja človeštva, ampak nad tem, da tega v učbenikih ni. Nad tem, kako so podlo Indijance uničevali, genocid nad njimi, kako so sprejeli za 6 milijonov funtov srebrnine in zlata od njih, potem pa ste istim denarjem nazaj pokupili vso njihovo hrano in jim jo niso hoteli in jo prodali po 10-krat višji ceni, zato da bi izumrli. Tudi so. Kako so dajali, ko so prvi vlaki po Ameriki, vsi potniki so brezplačno dobili puške, da so lahko Indijance in bizone streljali, da ne bodo imeli Indijanci hrane. Kako so spodbujali in angleški parlament, znameniti demokratični parlament, je dajal soglasje k temu, da, ker je to božja pravica in božja roka na delu, da so živeli namreč v Ameriki številni bogi izseljenci, rečemo begunci, z evropski begunci v Ameriki, so živeli od tega, da so zalezali kakšnega indijanskega otroka, ker so dobili celo 50 šilingov za en skalp, ali pa žensko, od moškega pa 100 šilingov za in oni so načrtno spodbujali genocid, nezaslišan. In po vojni slovenski poboji niso samo slovenski. Cela Evropa je bila dežela zombijev leta 1945, samo zavezniki so 2 milijona po nekih dokazih zavezniških vojakov pustili umirati na najbolj zverinski, nečloveški način. Ženske nemške so posiljevali vse počez. Cela Evropa je bila dežela zombijev. In to ni bil kriv komunizma. In to je zame, ker komunizem v sebi nekaj lepega. To je skrb za skupnost. To pa to mi danes pogrešamo. Vseeno se imenuje skupnost ali pa kako drugače. In to je greh, da se meče
na celotno idejo v bistvu skupnosti in socializma pravzaprav take zavržne grehe, ki so bili povzročeni iz nekih groznih, bom rekel, travm, ki so se takrat dogajali iz strahu in nad katerim ni imelo nadzor nobeni partizani, ampak pač nekdo, ki je presojal in je bil sigurno milejši, kot pa je danes kdo tamle v parlamentu, ki razmišlja v svoji zvestobi teh bilanc veliko bolj okrutno in veliko bolj nečlovečno. Jaz se upravičujem, ampak kar kot založnik vseh teh knjig in Tjaša, ti veš kot glavna urednica, kaj dajemo skozi te knjige. Se čutim dolžnega opozoriti, da v knjigah obstaja že veliko tega odgovora na ta vprašanja. Niso Američani, ampak so ljudje, ki se skrivajo z ameriškimi zastavami. Tako kot danes nimamo slovenskih domoljubov, ampak ljudi, ki se skrivajo za to. Svetlana Makarovič mi je lepo rekla prejšnji teden in zdaj se to zelo padel, ne vem, če ste slišali, domojebi. Ja, to so tisti, ki pojejo domojebne pesmi, ki jim v bistvu sploh ne zanima nobena domovina. Ampak, ne vem, tako da res, hvala, ker ste bili naši gosti. Avtor bo podpisoval knjige, kot vedno. Jaz bi se res zahvalil Spomenka tudi, ker vas zelo cenim kljub vsemu. Jaz sem zelo vesel in počaščen, da ste danes ponovno gosti, nazadnje ste bili 2 leti, ne, nazaj. In Mateju res za herojski trud, kajti mimo prav veliko honorarja, ne moramo lih obljubati, ne, je pa, ampak vse kaže, da je knjiga hit, ne, zato ker tole od pred 10 leti, ko smo Alamuta, recimo, nismo doživeli, po 50 naročil sem po telefonu na dan. Tako da, evo, še je upanje in tudi vam gre za to zahvala, tako da. Matejo pa vsaka čast, res, jaz ga zdaj že 7 let poznam in... Samo svinčnika, ampak kdo pa še svinčnik? Mam je polno, da se spet